kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Ljudje neprestano nekaj pričakujemo. Usmerimo pogled nazaj v čase, ki jih opisuje prerok Izaija, ko so Izraelci pričakovali Mesija. Živeli so pod Asirci in v resnici niso vedeli točno, kaj jih čaka. Z vsem zaupanjem, ki so ga premogli, so čakali na obljubljeni dan, na ta poseben prihod, na kraljestvo, v katerem bo mir. Mir, ljubi mir, kako hrepenimo po njem. Ko se je v času kralja Ezekijela leta 701 pred Kristusom asirsko obleganje Jeruzalema srečno zaključilo, je bilo to znamenje ljudstvu, da je Bog zares poskrbel zanje. Poskrbel z mirom, ki ga lahko prinese le On. Ko govorimo o miru, moramo vedeti, da to ni stvar zemeljskega kralja, temveč je to sožitje. Sožitje omogočeno zaradi Božjega posega. Bog je njegov nosilec in svoje besede uresničuje v Jezusu Kristusu, ki je luč sveta, ki se je učlovečila, da bi razsvetlila temo sveta in ljudi popeljala v kraljestvo miru, kjer On kraljuje. Rada se osredotočam na njegovo moč, s katero prinaša mir v naša življenja, predvsem v tem času, ko ga nestrpno pričakujem, v adventu. Ta milostni čas mi zadnja leta daje zagon, da se na njegov prihod pripravim v miru. Da dam v vsem tem decembrskem hitenju na prvo mesto mir. V odnosih, odločitvah, vseh dejavnostih, obveznostih, vredno je. Nič kolikokrat me v preobilici obveznosti ujame nemir, ko je toliko dogajanja in praznično razpoloženje kar kliče v hitenje. Če ne skrbim za sprotne pogovore z Bogom in če si ne vzamem časa za predajanje notranjega sveta, mu podležem. Pomembno pa je, da se tega čim prej zavem in se naravnam nazaj na pot, kjer čutim mir. Ko reflektiram svoje življenje, lahko rečem, da so odnosi tisti, ki najbolj vplivajo na mir v mojem srcu. Pisano je: gorečnost Gospoda nad vojskami bo to storila. Gospod bo storil zame le najboljše. S svojo gorečnostjo mi bo pokazal, kako zelo dragocena sem v njegovih očeh. In prav tega si želim, da bi drugi začutili in čutili ob meni. Zato mi je ta beseda gorečnost tako zelo všeč. Če jo živiš v odnosih, drugi osebi daje potrditev, da si v odnosu 100%, da želiš rasti, želiš graditi, da ima ta oseba posebno mesto v tvojem življenju. Razmišljam, koliko miru to zares prinaša meni. Še lepša pa je misel na to, koliko miru lahko s tem prinesem drugmu. Bog si želi, da z njegovim prihodom zaživimo harmonijo odnosov v spoštovanju in poslušanju. Za vse to naj nas opogumlja veselo pričakovanje njegovega prihoda in mir, ki ga bo prinesel s seboj. Pripravljeno srce je tisto, ki ga bo lahko sprejelo. Si pripravljen, motiviran, da letos pripraviš svoje srce in v polnosti okusiš mir, ki nam ga v srca želi položiti novorojeni? Da se boš v teh zadnjih dneh še bolje pripravil na njegov prihod, so moji 3 izzivi tedna sledeči. Prvi izziv: išči mir v svojih odločitvah.
ko boš v tem tednu pred kakršnokoli odločitvijo, poskusi izbrati tisto, ki ti bo prinesla več miru. Za trenutek se ustavi in zmoli k njemu. Priporoči mu odločitev in ga prosi, naj vstopi. Vstopi in deluje. Drugi izziv, zavedanje, da je Bogu tako zelo mar za nas, da nam bo vsakršno, še tako nemogočo situacijo prinesel mir, je tisto, ki naj ti bo vodilo v teh dneh. Vsako jutro se najprej zahvali za to, da si bliže njegovemu prihodu in mu povej, da ga pričakuješ. In še tretji izziv. Napiši pismo ali SMS prijateljem, s katerimi že dalj časa nisi imel stika.